Leta 2020 so prebivalci Ekodroma doma imeli velike kupe igrač in oblačil, koši za odpadke so bili ves čas polni, tudi hrane, skoraj vsakdo je imel svoje vozilo, elektriko pa so pridobivali iz termoelektrarne, za kar so porabljali fosilno gorivo premog. Njihovo udobje so vedno pogosteje prekinjali suše, požari in poplave, zato so se odločili, da bodo spremenili način življenja, ki jih je v želji po gospodarski rasti in dobičku silil, da kupujejo vedno več stvari, čeprav marsičesa sploh niso potrebovali. Dognali so, kako ustvariti kakovostne izdelke, ki jih je mogoče popravljati, nazadnje pa reciklirati, na primer lesene igrače. Zato ekodromovci zdaj kupijo bistveno manj. Imajo manj oblačil, a so ta kakovostnejša. Ker je bolj zdrava, naravno pridelana in lokalna hrana, ki jo zdaj kupujejo ekodromovci, dražja od industrijske, so se naučili, kako ravnati z njo, da je zavržejo čim manj. Takšno jedo tudi v šolah, saj jim ni treba več naročati najcenejše. Kmetje na obrobju Ekodroma zalivajo in gnojijo le tiste dele polj, kjer je to nujno, tako ohranjajo rodovitnost tal in biotsko raznovrstnost. Tudi z denarno podporo države so ekodromovci bivališča toplotno izolirali, zato za ogrevanje in ohlajanje porabijo bistveno manj energije. Cene avtomobilov, goriva in letalskih kart so močno poskočile. Hkrati pa je odličen javni prevoz postal tako ugoden, da se ekodromovci večinoma prevažajo z električnimi vlaki in električnimi avtobusi. Nehali so uporabljati tudi elektriko iz termoelektrarne. Delavci, ki so zaradi tega izgubili delo, so ga lahko našli v podjetjih, ki so na strehah ekodromovskih stavb postavila skupnostne sončne elektrarne. Te skupaj s starimi hidroelektrarnami in novimi vetrnimi elektrarnami priskrbijo dovolj energije, začeli pa so načrtovati tudi jedrsko elektrarno. Torej, Ekodrom je iz države, ki ustvarja veliko odpadkov in toplogrednih plinov, postal trajnostno naravnana država, ki porabi manj energije in drugih dobrin, hkrati pa pri tem ne ogroža okolja in prihodnosti. Temu pravimo zeleni prehod.